To je njiva Brune in Nevenke Peroša v Dragonji, ki s kmetijstvom preživljata celo družino. Po skromen pridelek odhajate s traktorjem, saj je zaradi razmočene zemlje gibanje brez mehanizacije praktično nemogoče. Jaz tako poletja deževnega, kot je letošnjega, ne vem, niti ne pomnim. Najbolj so nastradale buče, lubenice in melone. Nič bolje ni bilo s paradižnikom, ki je zbolel prej, kot je sploh dozorel. Tukaj je bilo izpada za kar 80%. Mogoče 20-30% smo pobrali, drugače je se pobrala bolezen. Malo je segnilo in drugo je zbolelo. In čim zboli, čim rastlina ne več živi, se posuši in nimaš kaj pobirati več. Tako da lahko zaključiš. Čeprav premorejo kar 2 hektarja rastlinjakov, tam stanje ni nič boljše, saj so se bolezni in škodljivci razširili tudi pod streho. Nad letošnjo letino obupuje tudi Robert Zelenjak, kmet iz Ankarana. Letošnja letina se je kar ustavila, ker smo sadili recimo radič tukaj 3 tedne nazaj in smo videli, da je napredoval mogoče za 1 teden, ne pa za 3 tedne kot ponavadi. Tam, ki voda stoji, v bistvu stojijo tudi rastline. Ne? Rastlina ne raste, če je stoječa voda. Ne? Nič bolje ni z ohrovtom, zeljem in cvetačo, ki bi jo morali pobirati že novembra oziroma decembra, a se to letos zagotovo ne bo zgodilo. Še sploh nismo šli notri, ker se ne da, je preveč mokro, tako da nismo sploh okopali, večine zelenjave nismo okopali in traktor kar leze notri, na koncih sploh recimo, ko obračaš, ne, še bolj zleze recimo, ne, tako da je kar problem. Vse še ni izgubljeno, opozarjajo strokovnjaki, a dejstvo je, da če bodo rastline obrodile, bo pridelek tako pozen, da bodo kmetje iztržili le tretjino ali polovico predvidene cene.